Gledate posebno jubilejno 100. oddajo Ambienti. Domovi in vrtovi, predstavljeni pri nas, so kot mavrica, vseh barv in v širokem loku. Od majhnih do velikih, od skromnih do razkošnih, od starih do novih, od arhitekturnih mojstrovin do zasebnih inovacij. In še nekaj. Lastniki vrtov, ki smo jih obiskali v preteklih oddajah, so sami srčni ljudje. Očitno ima delo z rastlinami in zemljo tak vpliv na človeka. No, in tukaj so najlepše stvaritve človeka in narave, oziroma narave in človeka. Prav tako kot hiše in stanovanja so za naše bivalno okolje, kakršnega predstavljamo v ambientih, pomembni tudi vrtovi. Odpiramo vrata zasebnih vrtov, ki stopajo po velikosti ali majhnosti, premišljeni načrtovani urejenosti ali pa spontanih, bujnih zasaditvah. Zagovarjamo strokovni pristop, torej pomoč krajinskih arhitektov pri nastanku ali preurejanju vrtov. Tako urejeni vrtovi se od običajnih ljubiteljskih vrtov ločijo po jasnejši zgradbi, večji uporabnosti in lažjem vzdrževanju. Seveda bodo številni ljubitelji še naprej uživali ob ustvarjanju svojih vrtičkov po lastnih zamislih in v okviru svojih zmožnosti. Znan je pregovor, da je Kovačeva kobila največkrat bosa, a za Boruta Benedejčiča in njegov vrt to ne velja. Ta znani kraški oblikovalec vrtov, ki je svoj sloves utrdil s 3 nagrajenimi vrtovi na londonskih vrtnarskih razstavah, ima doma enkratno zasnovan vrt. Okolico hiše je razdelil na več delov: trata, okrasni vrt in prostor za počitek. Okrasni del vrta sestavljajo peščena greda, barvno usklajene grede in del za druženje z gugalnicami. Izbor rastlin je prilagodil zahtevnim sušnim razmeram, kakršne prevladujejo na Krasu. Nada Vreže je blizu Šmarij pri Jelšah s svojim širokim znanjem uredila vrt na zemljišču, kjer sta bila nekoč vinograd in manjši zelenjavni vrt. Proti soncu obrnjeni, položno nagnjeni vrt je zasadila z drevnino in s trajnicami. Na prvo mesto je postavila zahteve rastišča in temu prilagodila izbor rastlin. Da je vrt zanimiv skozi vse leto, je posadila tudi veliko vedno zelenih grmov, ki jih redno oblikuje z rezjo. V oddajah sledimo razvoju oblikovanja vrtov, kar potrjuje tudi naša predstavitev strešnega vrta v domu upokojencev Grosuplje. Da bi mestne površine kar se da ozelenili, vse pogosteje urejajo zelene strehe. Takšno so pred časom uredili tudi na strehi omenjenega doma po načrtu oblikovalca vrtov Tomaža Bavdeža. Na njej je združil vrsto iglavcev in okrasnih grmov, dodal jim je moderno oblikovane posode in lomljeni kamen. Zasaditev ob 2 sprehajalnih poteh ob domu pa je dobrodošla obogatitev okolja za oskrbovance doma. Vrt na bregu pod cerkvijo v Piranu se niza na več terasah, ki ponujajo kotičke za posedanje. Ko se obiskovalec vzpenja po strmih in ozkih stopnicah med terasami, si ne more predstavljati, koliko truda so lastniki morali vložiti, da so pozidali vse zidce, tlake in stopnice na tako strmem bregu. Solastnica pa je seveda zaslužna za očarljive prizore s cvetočimi grmi, vzpenjavkami in posodovkami, primernimi za sredozemsko podnebje. Čeprav urejanje vrtov ni njena stroka, je slikarka Irena Polanec s svojim občutkom za skladnost, barve in lepoto uredila izjemen vrt v Framu. Odprla nam je vrata svojega ogromnega vrta in ga opisala z besedami. Meni se zdi, da je vrt kot prazno platno, ki ga moraš naslikati. Skulptura me je zmeraj zanimala in drevesa so tako skulpturalna. 2 hektarja veliko površino je slikarka ob soprogovi pomoči spremenila v vrt, na katerem prevladujejo drevesa in grmovje, ki so skrbno oblikovani sestavni deli prizorov, kakršne si je zamislila. Slikarka vlaga veliko časa in moči v obrezovanje krošenj, poleg tega pa z veseljem razmnožuje svoje rastline in jih zasaja po vrtu. Umetnik, čeprav ne poklicni, je tudi lastnik vrta v Unanjih Goricah, ki je na svoj vrtiček vnesel zares veliko vsebine, pa tudi avtorskega dela. Na marsikaterem vrtu najdemo dodatke v obliki skulptur iz različnih snovi, od lesa, kamna, betona do kovin. Med takimi artefakti so zelo posebni tisti, ki jih ustvarja Primož Šinkovec na svojem vrtu. Majhen vrt s površino primerljivo s kvadraturo povprečno velike hiše je domiselna zgodba, v kateri se prepletajo oblikovana drevesa, trajnice in množica lastnikovih umetnin. Vsaka med njimi je svojska pripoved.
Na vrtu ne manjka niti ime njegovega najljubšega glasbenika, pevca Erosa Ramazzottija. Neredko najdemo tudi vrt, ki je po zanimivosti primerljiv s hišo, katero obdaja. Tak poseben vrt je tudi na Kupčku. Na vzpetino blizu Idrije smo prišli zaradi zanimivega vrta. Hiša stoji na vrhu hribčka, zato ima posest prijazno ime Na Kupčku. Solastnica Saša sicer ni krajinarka, vendar je v svojem načrtu ureditve okolice povsem uskladila značilnosti lege, potrebe družine in dejavnosti na kmetiji. Pod hišo je nastal izviren skalnjak s stopnicami iz velikih kamnov. Na bregu pod njimi se razteza privlačen zeliščni vrt, na katerem poleti diši in brenči. Ni pozabila niti na majhen zelenjavni vrt, na katerem si gostje lahko naberejo sveže vrtnine in zelišča. Številni vrtovi pri nas ponujajo zbirke vrtnic, teh priljubljenih okrasnih grmov. Na vrtu v Budanjah v Vipavski dolini so številne dišeče vrtnice v družbi mnogih trajnic in okrasnih grmov ter drevesc. Vrt ni velik, zato ima lastnica vselej škarje v roki in z rezjo prilagaja velikost rastlin prostoru na vrtu. Nas ohranjajo zdrave in polne upanja ter notranje bogatijo.